Za nami je zadnje kolo druge tretjine prvenstva, naše kamere pa so bile tokrat v športnem parku Dob, kjer sta se pomerila domači Roltek Dob in gosti iz Tolmina. Vse skupaj se je začelo izjemno aktivno in atraktivno. Že po vsega 170 sekundah srečanje je Čeretnik domače nogometaše povedal v vodstvo z 1:0. Dobljani, ki lovijo priključek k najboljšim ekipam, so tako na krilih Čeretnika kljub 4 manjkajočim nogometašem iz prve 11-terice bolje začeli srečanje. No, 3 minute kasneje pa so udarili tudi Primorci. Takole je Kucalović poizkušal strelom z glavo, a je žoga zletela visoko preko vrat. V 13. minuti srečanja pa nov zadetek nogometašev Doba. Kunstelj je podal žogo iz prostega strela, Češnjevar je zadel, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Do konca prvega polčasa smo videli še 4 kombinacije. Najprej je spet strelec prvega zadetka Čeretnik takole prišel do žoge in se znašel sam pred nekdanjim vratarjem Kopra Vasjo Simčičem, a meril sila nenatančno. Na drugi strani so Tolminci poizkusili prek Sokanovića, a je veteran Albin Venzirović ostal nepremagan. V 33. minuti srečanja je na sceno ponovno stopil hitri veteran Marko Lunder, ki je bil takole v imenitni priložnosti, a je žoga postala lahek plen vratarja Simčiča. V 39. minuti srečanja pa akcija Marka Lundra, ki je podal proti Denisu Mešanoviću, potem pa je Marko Rojs po mnenju glavnega sodnika Marka Podgorška napravil prekršek za 11-metrovko in glavni delivec Porevice je pokazal na belo točko, zanesljivi izvajalec katere pa je bil domači kapetan Klemen Kunstelj. V polčasu so tako Dobljani vodili z 2 zadetkoma prednosti. V drugem polčasu pa že po vsega 25 sekundah Roji Rudonja v izjemni priložnosti, potem ko je v igro prišel ravno med polčasom, a se mladi Primorec ni najbolje znašel. Nato smo videli še nekaj poizkusov Tolmincev. V 67. minuti srečanja Kuraj, v 71. nova priložnost Roja Rudonje, v 73. minuti srečanja pa smo videli edino priložnost domačih nogometašev v drugem polčasu. Spet je bil v glavni vlogi Marko Lunder, ki pa je meril preko vrat. Do konca srečanja še ena imenitna priložnost. V 79. minuti srečanja se je po podaji iz prostega strela Danijel Rakoščak znašel sam pred vratarjem Albinom Vezirovićem, a je bil izkušeni vratar na pravem mestu. Zadnjo akcijo na srečanju pa smo zabeležili v 86. minuti srečanja, ko je poizkusil Kavčič, a je sonce ponagajalo vratarju Albinu Veziroviću, a je slednji uspel hraniti mrežo nedotaknjeno. Končalo se je zmago Doba z 2:0. Zdaj nas čaka še zadnja tretjina prvenstva. V Dobu pa Dob Tolmin 2:0.